Med peščico Slovencev, ki so bili povabljeni na inauguracijo Donalda Trumpa, je bil tudi ugledni podjetnik Ivo Boscarol, ki je zdaj naš gost. Dober večer, gospod Boscarol. Dober večer. Najprej, s kakšnimi vtisi se vračate zdaj iz Washingtona? Ja, izrednimi. Jaz sem bil pred leti povabljen, ko smo zmagali na Nasi na kosilo z angleško kraljico in sem rekel, kaj bolj nenavadnega, impozantnega in nepozabnega se mi ne more zgoditi, ampak to je bilo eno kosilo. Sedaj je bilo pa 5 nepozabnih dni, polnih dogodkov. A veste, že to, ko pridete tja in ko vidite vso to euforijo, vso to pripadnost in pridete v najvarnejši del na svetu, v tem trenutku, mislim, te dni je bil Washington verjetno najbolj varovano mesto, ne glede na to, da so se zgrinjale trume privržencev iz celih Združenih držav Amerike, tega sploh ni bilo čutiti. No in to zdaj gledamo tudi vaše fotografije iz Washingtona, jih lahko sproti tudi pokomentirate. Ogromno ljudi, o tem ste ravno kar govorili. Kje vse ste bili, gospod Boscarol? Zdaj, na nedeljskem zborovanju Trumpovega gibanja Make America Great Again, tudi na slovesni zaprisegi na Kapitolu, na gala večeru? Ja, letos je bilo zaradi napovedanega zelo hladnega vremena do -17, kar se je potem tudi zgodilo. Na začetku sem sicer mislil, da je to kakšna špekulacija, da bojo premaknili vse skupaj v zaprte prostore, ampak dejansko je bilo zunaj res mrzlo. Je bila centralna ta prireditev na ponedeljek razdeljena na 2 prireditvi. Ena je bila v Kapitolu, kjer je bila ta svečana zaprisega in dobrih 200-300 ljudi. Vsi drugi smo bili pa zraven v dvorani Arena Capitol, ki sprejme približno 15.000 ljudi. Vse je bilo interaktivno, tako da je bil tudi predsednik nekaj časa, pač je bil najprej tam, potem je prišel v areno, v areni je bila tudi ta parada. Dobro so imeli to organizirano, seveda smo vse gledali na teh velikih monitorjih in ta dvorana je bila dejansko polna privržencev in je bilo tako vzdušje, da enostavno te je dvigovalo. Jaz moram reči, da smo imeli tudi svoj prostor, svojo tribuno s cateringom, res so zelo dobro poskrbeli za nas. Ja, skupina iz Slovenije in pa ameriška veja družine Zorc, ki je bila ves čas tudi z nami. Ste se morda pogovarjali, zdaj na vaših fotografijah smo prejle videli na monitorjih in gledalci prav tako tudi seveda predsednika Trumpa. Ste se pogovarjali z prvo damo, z Melanijo Trump, ste se pogovarjali z novim predsednikom Donaldom Trumpom, s kakšnimi drugimi znanimi osebnostmi v Washingtonu? Ja, prvi dan zvečer smo bili 4 povabljeni tudi na posebno večerjo. Tam smo se srečali s kar nekaj takimi zanimivimi gosti, ki recimo skrbijo za predsedniški par, za njihovo urejenost, fotografiranje in tako naprej. Potem na tem plesu, ki je bil kasneje, evo tukaj vidimo predsedniški par na večerji, na tej večerji. Mi smo imeli, seveda, ker smo bili v družbi gospoda Knausa, smo imeli mizo čisto blizu predsedniške mize. Na drugem večeru je bilo pa več teh tudi zvest in podpornikov. Ja, tam smo se srečali tudi recimo z ljudmi kova, ne vem, Jeff Bezos. Ste govorili z njim? Ja, se mislim, da je tudi neka fotografija. Zanimiv človek, tako? No, jaz sem se sicer že srečal z njim, ker je bil slavnostni govornik, ko sem bil nominiran za ameriško nagrado. Aha, tukaj je fotografija. Ja, laureatis. Tako da, ja, on je zanimiv sogovornik, on je zdaj tudi lastnik Washington Posta, tako da je šel tudi v medije, tudi v vesolje, Blue Origin in tako naprej, kar precej takih tem za debato. Povejte mi, ste se srečali, ste govorili s prvo damo, z Melanijo Trump?
Ja, namreč v sredo smo imeli vsi skupaj organiziran ogled Bele hiše in seveda nas je vodil gospod Knaus, vendar smo se srečali tudi z prvo damo. Ona je bila, ne glede na to, da je bilo to drugi dan po inauguraciji, že polno vpeta v vse dnevne, če lahko tako rečem, ali pa svoje obveznosti. Sedaj snemajo film o njej in smo padli pač v snemanje filma, vendar si vzela čas, se pogovorila z nami, z vsakim posebej, govori čisto slovensko, tudi fotografirali smo se, ampak to so, bom rekel, družinsko oziroma zasebne fotografije, za katere smo rekli, da jih ne bomo delili. Ampak ja, zelo prijetna gospa in upam, da se bomo v bodoče tudi kaj srečali z gospodom Trumpom oziroma predsednikom in pa njunim sinom Baronom, ki tudi njega nismo videli, ki govori tudi slovensko. Tudi gospod Knaus, seveda ne. Se dedek Barona pogovarja v slovenščini s svojim vnukom? Ves čas, tako ja, tako da govori čisto slovenščino. To vas moram vprašati. Res, da vas v Združenih državah Amerike zelo dobro poznajo. Tudi vašo uspešno zgodbo ste ustvarili tam s Pipistrelom, seveda. Kako ocenjujete to, da ste prav vi, ne vem, mislim, da sva se prej pogovarjala, ste rekli, samo 4 dobili takšno uradno vabilo, vsega imate s seboj, 4 Slovenci, a ne, takšno vabilo uradnega komiteja, če sem prav razumel. Kako dojemate to stvar, kako jemljete to vabilo, bom rekel, zelo uradno? No, jaz sem bil povabljen z 2 strani Združene države Amerike oziroma na inauguracijo. Najprej kot na neuradni obisk, to se pravi preko družine Zorc. Profesor dr. Zorčeva goji preko tudi svojih sorodnikov v Združenih državah Amerike, goji z družino Knaus-Trump že dolgo dobre odnose in glede na to, da me tudi v Beli hiši poznajo, oziroma da je predsedniški par pozna, so povabili tudi mene. Do odhoda oziroma do prihoda nazaj nismo hoteli deliti sicer tudi neke druge informacije, da ne bi v slovenski javnosti ali pa v politiki preveč završalo. Namreč 4, profesor dr. Zorčeva, njena sestra in pa njen soprog, oba tudi profesorja doktorja, in jaz smo dobili tudi uradno povabilo od komiteja in predsednika Donalda Trumpa in podpredsednika Vansa. Tako da zgleda, da se vzpostavlja neka usporedna veza med Slovenijo in Belo hišo. Kaj bo to v naslednjih letih pomenilo, ne vem, vendar je to znak, da si želijo nekako neke, bom rekel, povezave s Slovenijo, čeprav je politika se pač postavila na stran proti kandidatke oziroma na demokratsko stran. Že ste rekli, da je vlada zamudila pravzaprav priložnost. Mislite, da bi vam uspelo povezati državi tudi drugače, se pravi nekako v Trumpovih očeh očitno, po vaših besedah sodeč, dvigniti kredibilnost Slovenije, ali pa vsaj morda očitno imate dobra poznanstva, predvsem z gospodom Knausom pravite, morda spraviti predsedniški par v Slovenijo na vsaj neuraden obisk? No, jaz mislim, da največ možnosti tukaj ima dejansko profesor dr. Zorčeva, ki je tudi zorganizirala to povabilo na inauguracijo. Ona je namreč v Združenih državah izjemno spoštovana, bistveno bolj kot pri nas.
saj veste, Slovenci vse oprostimo, samo uspeha ne. Jaz se tudi bojim, da zaradi tega, ker je to zrihtala, da bo se v naslednjih tednih se ji bo zgodila še kakšna krivica, ampak ona je tista, ki bi najbolj lahko povezala Belo hišo s Slovenijo. Jaz se bom seveda trudil na gospodarskem področju in s kredibilnostjo, ki jo imam tudi v Združenih državah Amerike. Nenazadnje, jaz sem tam tudi, lahko rečem, bolj poznan kot v Sloveniji. 3-krat smo zmagali na NASI. Ameriška akademija Kitty Hawk mi je podelila naziv živa legenda. Dobil sem najvišje priznanje ameriške letalske industrije in verjetno to nekaj pomeni tudi za možne povezave. Jaz si bom to prizadeval, seveda ne glede na vlado, da bi ta povezava bila čim bolj močna. Mimogrede, gledamo fotografije vaše iz Bele hiše v Washingtonu. Ob tem, ko sva ravno pri tej temi, gospod Boscarol, povejte mi, kako gledate na napovedi predsednika Trumpa o višjih carinah za Evropsko unijo. Kako vas to kot podjetnika, človeka, ki ve, kaj to pomeni, koliko lahko to podjetja, industrijo stane, kaj to pomeni pravzaprav za Evropsko unijo, za Slovenijo? Najprej se moramo postaviti v njegovo kožo. On se zaveda, in Američani tudi, da so v zadnjih letih izgubili tisti primat, ki so ga imeli prej. Zaradi tega živijo slabše. Obljubil je znižanje davkov, obljubil je, da bodo živeli boljše. Postavil je na prvo mesto svoje državljane in ne tujine. Jaz si sam želim, da bi tudi tukaj v Sloveniji lahko imeli takega gospodarja. Kar se pa tiče Evrope same, je rekel, da so vsi vabljeni, da prodajajo v Združene države Amerike, vendar pa, če bodo njihovi izdelki predragi zaradi njihove konkurenčnosti, kar evropski izdelki so, to dviguje ceno tudi njihovim domačim izdelkom. In zaradi tega je rekel, vam odpiram vrata na široko, pridite v Ameriko, postavite tovarne tukaj, da boste imeli dejansko izdelke made in America in ne samo poštnega nabiralnika. In to je prava pot, tudi druge države to delajo. Indija, jaz, ko sem prodajal 200 letal v Indijo, sem imel zelo velike pritiske, da morajo biti sestavljene in izdelane dol na kitajskem isto. A veste, to ni zdaj neki, da lahko predsedniku Trumpu očitamo. On se obnaša gospodarno do svojih državljanov in do države. In zato je tudi volitev dobil. Kakšen mislite, da bo potem takem njegov mandat? Zdaj, na eni strani ogromna podpora, konec koncev je zmagal, seveda, na volitvah, na drugi strani ogromno kritik. Kakšen mandat, kakšno ravnanje njegovo vi pričakujete v njegovem mandatu, gotovo bo zamajal svetovne ureditve? Vsekakor jih bo resetiral. Se pa obnaša kot gospodar in veste, vsak gospodar, ki se racionalno in gospodarno obnaša, ne glede ali je to družina ali je to država, sprejme določene ukrepe, ki vsem niso nikdar po volji. In tako tudi tukaj ne bodo in se bodo nekaterih teh ukrepov bali, drugi jih bojo podpirali. Mislim, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Danes je že omilil informacije glede poslovanja s Kitajsko in carin. Prepričan sem, da bo še kakšen kompromis sprejel, kar je pa skoraj sigurno je, da bo na področju vojskovanja oziroma miru na svetu deloval drugače, kot delujejo demokrati in bo kakšno vojno prej končal, kot jo pa zanetil. Ko sva pri varnosti, mimogrede, povejte mi, kako ste prestali vsa varnostna preverjanja. Rekli ste, da ste se tam počutili izjemno varne, na najbolj varnem kraju na svetu tisti hip. So vas temeljito preverjali? To me zanima, mislim, koliko časa ste porabili za to? Če vam povem, da nismo potrebovali niti enkrat pokazati nobenega dokumenta za noben dogodek,
tudi v ponedeljek, kjer smo bili samo 4 vabljeni, tisti, ki smo imeli uradna vabila, kjer so bili res najbogatejši ljudje na svetu, predsedniki držav in tako naprej. Potem veste, da je bilo to organizirano na način, da smo se vsi zelo dobro počutili. In videli smo, ne vem, drone v zraku, videli smo helikoptere in tako naprej, ampak tega nismo čutili. In tudi vsa policija, varnostna služba in tako naprej so bili izjemno prijazni, uslužni in tako naprej. Pa to ne samo do nas, ki smo bili pač posebni gostje, ampak tudi do drugih. Organizacija je bila res izjemna in to je bil res tudi dogodek, da se ga zapomni tudi z varnostnega stališča. Zelo verjamem. Za konec samo še enkrat vprašanje. Ste optimistični, da bi vam ali vam vsem skupaj uspelo spraviti prvi ameriški par, torej tudi slovenskih korenin, prvo damo, Slovenko, v Beli hiši govori slovensko, v Slovenijo? Verjetno bo v prvem letu, dveh obiskal tiste države, kjer ga je politika tudi podpirala in verjetno ne bomo na listi prioritet. Upam, da bo pa kasneje se to zgodilo. Jaz si bom to prizadeval. Poznam še kar nekaj Slovencev, ki si bodo to prizadevali in ne smemo pozabiti, da je baron na najboljši poti, da nadaljuje dinastijo Trump. Je zelo podjeten, uglajen, tudi karakterno mislim, da je tak, da bi znal biti lahko še kakšen predsednik iz družine Trump. Zanimive napovedi, zanimivi občutki in hvala, ker ste delili te vaše občutke in vašo zgodbo z nami, z našimi gledalci. Hvala lepa, gospod Voskaroj.